No, kaj po osvoboditvi so pa imeli partizani ujetnike nemške in je šel partizan, pa eden ali pa dva nemška ujetnika z njemu so pa pobirali mine. Mine, aha. Ja. In takrat smo pa varili otroci, da so bile res. Da so bile. In so prišli, da sem čist partizan s puško, pan vojak nemški. In je eden niso testamino, pa me je zanimalo, kakšno je. Taka pokrovka je bila, taka kastrovla, bi rekel, ne. Aha. No, in sta pol šla ta čez, jaz sem se njemu pridružil, pa se je pa partizan to postavil, Nemci je šel pa tle dol, je bila še zmeraj žica, ne. Ja. In je žel tisti Nemci tlelut, pa sem prišel to gor k partizanu, me nahnal, je rekel, malo pejt preč. Je rekel, pa zakaj, ne, jaz bi rad vedel, ne, je rekel, kaj je navarno. No in tisti Nemcevi tlenut je šaril not pa tisti hrap. Pa prišel gor, ta partizan je znal nemško. Najn je rekel, najn. No, pa se je pa tisti lihtanik, no se je tisti partizan ulegel. On je dol odhrejal testameno in je dvakrat ustrelil, v tretjič je pa jaz sem potem dol stal, pa je bilo te hrmovje. Je pa pučil je, on je njemu upal deaktivirati. Je pa rešil, pa partizan začel pa streljati v mene in je iz strela aktiviral, kaj je to pučilo. No tako da so bile po teh hrapah dejansko res mine. Vmes so bile pa bile tiste table strašilne, a ne. Kaj je bilo pa z žico? Žico so pa ljudi pobirali bolj. Aha. Kar je bilo po vojsk izredno težko preživeti, bi rekel. No. Ja, seveda, vsega je manjkalo. Vsega je manjkalo in so ljudi pobirali, kjer je dobil kaj železnega, da je to nesel na odpad. No, in tako da so žico pobirali, nekaj so partizani pobrali, kar je bilo pa tistih štang, tisto je bilo pa težko, da so bile take navite, se veste kakšne. Kak je pa sploh izgledala žica, kak je bila visoka? Okoli 2 metra je bila visoka, pa okoli 2 metra široko. In na teh jeklenih ovitih je bila? Tako da je on povedal, tak 6-7 let notrak ni prišel skozi. Je bil en pas teh? Ne, tako je bilo, tako. Na zigzag je bilo tako, da je bilo tisto široka pot, bi rekel, taka trasa. In na tem gore so bili napisi, pozor mine? No, tisto je po vsake tukaj taka tablica, je tako bila obejšena gor, bi rekel. Tako da po grapo, tam čez je ena grapa, isto podobna ta. No, so isto bile in sta sam čez prišla, tako da ona je bi že deaktiviral in je prinesel v rok. Da ta pa ni mogel, ta je mogel pa razstreliti. In ta žica je šla vse naokrog tule Idrije? Glejte, jaz sem takrat, rekel tak, 7 let otrok, večkrat tudi nas nisem pustila doma, ne. Tako da meni je bilo, od tega hreba, pa do tega hreba tam je bilo znano v pika, medtem ko naprej me pa nisem pustila. Pa so bile kakšne postojanke, so bili Nemci, ki je tukaj okrog, ali so bili po hišah, ali kako je bilo to? Po hišah so bili. So bili pri vas tudi, ali ne? Tudi bi bili, ampak je bila tukaj hiša polna ljudi, ta pri nas, čeprav je ni bilo prostora. Stara bajta, ja. Tako da so bili tle gor na kmeti, pa so bili v teh hiš tle, v teh hiš tle je bila še veljmečkana, kot je zdaj. In tu so bili povsod po teh hišah so bile postojanke. Po 5, 6, 10 vojakov. Bilo je pa tako, ne, da ti vojaki, ko so bili po svoje mal bogi, tu so bili taki fanti. Ja, Po 17-18 let stari, tu so veliko je bilo med temi ljudmi, eni so bili z Koroškega, eni so bili z Gorenjskega. Tako da smo se ti muloti kar dobro zarazumeli med sabo. So znali slovensko. Ja, so razumeli. Pa so kaj tule ob liniji, kjer je bila žica, hodili, so delali kakšne obhode? Ne, niso. To se pravi, to se je vse vedelo,
tu je bilo vse senožit, bi rekel, to je vse. Ja, ja. Tu se- Golo je bilo, ne? Golo, tu se je vedelo. Ta gor je bilo, pa se bom pokazal, je bilo pa stražarsko mesto, pa rampa. 20 mm flak proti tankovski, proti avionski. Ih tam na temu kupu, če prav šel bil, ih na temu kupu in tam je bil flak, in tam gor, kjer je pa tista, ko pride pa tam na staza, kad smo bili zdaj mi, pride na staza gor, tak kjer je avionk, bi rekel, tak. No, tam malo sam je šla pa žica, in je šla žica tam gor, tista trasa žice, tam je bila rampa. Kad levi kolo uzde se lahko se kajdi ali pa svali, na tistih kmetih, je tle gor zad, da se lahko kaj pripeljali. No, in ta stražar je bedel nad tista rampa. In če je kjer prišel človek, ki ni mogel drhuti skozi, je stražar je propustnica pokazal in ga je spustil naprej v gost. Ko so hodili, so je bil krave, pa to so hodili po stele, so hodili po drvo s koši. Na podlagi tiste propustnice, ko se je dol na komandi mesta dobil.